Slovenije lepo pozdravljeni in vroče, lepo, da ste prišli in upam, da vam bo lepo v naši družbi. Zdaj že lansko leto smo imeli v Tacnu podelitev kajakaš leta 2019 tule, zdaj se pa spet vračamo nazaj na stare pota. Ampak mislim, da je prav, da nas vse skupaj vsakega posebej najprej, preden začnemo, pozdravi predsednika Kajakaške zveze Slovenije in to zagotovo zato, ker je Kajakaška zveza Slovenije zagotovo ena najuspešnejših v Sloveniji. Z nami je gospod Andrej Ribič, izvolite. Se. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage tekmovalke in tekmovalci, spoštovani predstavniki sponzorjev, tukaj vas ne vidim ravno veliko, vidim, da je tukaj samo ena predstavnica, pa vseeno, hvala vam vsem za pomoč in pa seveda spoštovani predstavniki sedme sile. Zelo vesel sem, da smo se kljub težavam, ki nam jih povzroča pandemija, zbrali tukaj, da ohranjamo tradicijo in kajakaša leta. Zdaj, če pogledamo nazaj, ugotovimo, da je bila cela sezona zaznamovana z težavami, ki nam jih ta pandemija povzroča. Moram pa reči, da je bila sezona odlična, perfektna, da smo dosegli imenitne rezultate, odlične rezultate. Najprej je potrebno izpostaviti tisto zlato medaljo olimpijsko, ki je san vsakega športnika, ki jo je dosegel Beni v Tokiu. Potem, poleg te medalje, smo bili uspešni tudi na svetovnih in evropskih prvenstvih, kjer smo dosegli 40 medalj. Naj izpostavim samo nekaj njih. Zlato kolajno z evropskega prvenstva, ki sta jo dosegla Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman. Potem zlato kolajno iz svetovnega prvenstva v šprintu na divjih vodah Nejca Žnidaršiča in pa še eno kolajno, vem, da sem spustil, mi pomagaš? Ja, seveda, kolajno, ki je dosegel Mogoče ste mislili naslov evropske pa prvanke Eve Terčelj? Ne, to so 3 kolajne, ki smo jih dobili na evropskem prvenstvu. Veste kaj, oprostite mi, danes je moderno, da se predsedniki pa direktori, da pač nimajo dobrih podatkov in da ne znajo svojih. Ampak se to se opravičujem. Dosegli smo še na evropskih prvenstvih posamične kolajne, ki sta jih dobila Eva Terčelj, pa Peter Kauzer in pa Anže Urankar. In potem moram reči, da nas tudi za prihodnost kajakaškega športa ni strah, kajti na svetovnem mladinskem prvenstvu in na evropskih prvenstvih smo dobili 12 kolajn. Kot veste, so se ta prvenstva odvijale pri nas v Tacnu in pa v Gorici. Naslovnike boste potem izvedeli v nadaljevanju. Ob tej priliki se vam želim zahvaliti za uspehe, za vaš trud. Zahvaliti se želim vsem tekmovalcem in tekmovalkam, predvsem pa tudi trenerjem, osebju, staršem, ki pomagate tekmovalcem in pa seveda sponzorjem. Upam, da bo tako tudi v bodoče. Kot sem rekel, za kajakaški šport se ne bojim, zaradi tega, ker vidim, da prihajajo mladi in bodo nadaljevali vašo tradicijo. V koncu vam želim še veliko uspehov v naslednjem letu in pa seveda srečno in zdravo v naslednjem letu. Pa upajmo, da bo enkrat te epidemije konec in da bomo lahko normalno zaživeli. Hvala. Hvala lepa. Gospod Andrej Ribiču, ne zakidajte se. Gospod predsednik v kajakaško-kanuistični sredini je toliko lajn, da se je po moje lažje zapomniti vse decimalke števila piko, ker vse nosilce kolajn, ker jih imam že jaz res ogromno. Tako da hvala lepa. Imamo pa vendarle tudi letos, ne glede na situacijo, smo poskrbeli za glasbeno točko in kar 4 te. Bodo pa z nami mladi matadori in sicer so z nami gojenci glasbene šole konservatorija za glasbo. Z nami bodo danes na vokalu bo Eva Kovačič, potem na električni kitari jo bo vodil Maj Špacapan, na bobne bo tolkel Jaka Podgornik, na bas kitaro pa Vasja Cakarija. Mentor te skupinice je profesor Ivan Špacapan. In najbolje, da kar začnemo.
Dekle je pripravljena, fantje tudi, začeli pa bodo z Dream a Little Dream of Me. Izvolite. Mi pa gremo naprej in sicer smo pri naslednji točki. Začeli bomo s podelitvijo priznanja dobitnikov kolajn mladincev in pa do 23 let. Zato prosimo kar prvega podeljevalca, da pride podeliti nagrade. Z nami je Andrej Jelec, direktor Kajakaške zveze Slovenije, ki bo podelil tudi na velikem ekranu. Seveda bomo videli vse tiste naše medaljerje, ki jih je res ogromno, zato seveda še enkrat jih je nemogoče se zapomniti. Smo pa zato mi, da jih še enkrat predstavimo tule. In sicer za 3. mesto na Evropskem prvenstvu spust sprint in spust klasika Sovkan. Potem prvo in drugo mesto na tekmah svetovnega pokala v spustu in sprintu. Ter drugo mesto moštva spust sprint na Evropskem prvenstvu v Sovkanu. Nagrado prejme Ana Šteblaj. Ana Šteblaj je prva, mi pa nadaljujemo. Še enkrat, z nami je Evropska mladinska prvakinja spust sprint, potem 3. mesto na mladinskem Evropskem prvenstvu spust sprint moštva, potem drugo mesto na U23 Evropskem prvenstvu spust sprint moštva, 3. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu in na mladinskem Evropskem prvenstvu slalom moštva. Z nami je Helena Domanko. Nadaljujemo, zdaj gremo tudi tekmovalno na primorski konec in sicer prvo mesto mladinsko svetovno prvenstvo slalom moštva, nagrado prejme Jakob Šavli. In zdaj bo seveda završalo tudi na štajerskem koncu
z nami tudi nivo Celje, seveda. Tretje mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu, tretje mesto na mladinskem evropskem prvenstvu v slalomu in prvo mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu moštva Jan Ločnikar. Tule je že prva četverica naših fantov in deklet in že naslednjih prvo mesto, svetovno prvenstvo U23 slalom moštva Juž Javornik. Tudi Juž Javornik je z nami. Velika večina naših tekmovalcev seveda je prišla nocoj tule v staro elektrarno, razen nekateri, ki res ne morejo vsako leto tradicionalno tule gostimo same dobitnike in pa dobitnice kolajn z največjih tekmovanj. Zdaj pa smo pri Evropskem mladinskem prvaku v spust sprint, to pa je Lenart Stanovnik. Lenart je zlato kolajno odnesel doma v domačem Sovkanu. Spremljali smo to tekmo konec avgusta, to je Evropski mladinski prvak spust sprint. Gremo naprej, tretje mesto Evropsko prvenstvo mladinci spust klasika kanu dvosek Martin Gale. Tudi Martin Gale je z nami. In spet smo pri mladih damah, zdaj smo pri tretjem mestu na Evropskem prvenstvu mladinke slalom moštva, ter na tretjem mestu Evropsko prvenstvo mladinke spust sprint moštva, to je Naja Pinterič. Naja seveda videla za svojo sliko, zato že prihaja, seveda povemo za vsakega tekmovalca tule zadaj. Imamo tudi sliko in tule že naslednja Naja Pinterič, ena dobitnica kolajn z največjih tekmovanj v letošnji sezoni. Tretje mesto na Evropskem prvenstvu spust mladinci klasika kanu dvosek Nec Gradišek. Tudi Nec Gradišek je z nami danes. In dvorana tako polna danes, kot da ponovadi, polna je torej samih nosilk in nosilcev kolajn in tule je bil Nec Gradišek. Zdaj pa smo že pri prvem mestu na svetovnem prvenstvu do 23 let slalom moštva in pa na tretjem mestu Evropske prvenstvo U23 slalom moštva. Vsa ta prvenstva so bila seveda tudi pri nas v Sloveniji. Nec Polinčič. Tudi Nec je z nami. Nec prihaja z Primorske rekoča in zdaj prihaja tule v srčeki Slovenije. Ponovo priznanje za naslov, ki smo ga že povedali, torej moštva prvo mesto in pa tretje mesto na svetovnem in Evropskem prvenstvu. Naslednja mlada dame pa ni se je upravičila tretje mesto na Evropskem prvenstvu mladinke spust sprint moštva, to je Nika Ozinc. Čestitke tudi Niki. Lahko gremo naprej, tretje mesto na svetovnem prvenstvu mladinke slalom moštva Sara Bengar. Sara je z nami. Sara je z nami, gremo naprej, tule je naslednji fant zdaj na tretjem mestu na Evropskem prvenstvu mladinci Tjaž Tilkupš. Tjaž je z nami, tule Tjaž Tilkupš je z nami. In tako kot vedno, Janka je poskrbel za vse fotografije naših nosilk in nosilcev kolajn. Tjaž Tilkupš je z nami. Mi pa nadaljujemo. Pri naslednji mladi dami, tretje mesto svetovno prvenstvo mladinke slalom moštva in tretje mesto Evropsko prvenstvo mladinke slalom moštva. Še ena iz dinastije Ula Skok je to. Še imamo kategorijo mladincev in še trije oziroma dva fanta in eno dekle. Prvo mesto, svetovno prvenstvo mladinci slalom moštva, Urban Gajšek. Drugi Urban je že zadelal svojo fotografijo, torej še enkrat prav vsi ste danes tule na velikem ekranu, ker si to več kot zaslužite. Tule je že naslednji. Prvo mesto, svetovno prvenstvo do 23, slalom moštva, Urh Turenšek. In tej skupinici zdajle, seveda skupaj z Rekom Kajakaški zveze Dremelencev se bo pridružila še ena dobitnica kolajn in sicer drugo mesto na Evropskem prvenstvu do 23 let spust sprint moštva Živa Jančar. Živa pa prihaja. Živa pa prihaja tule zadnja na oder, da dobi seveda iz rok zasluženo priznanje. Čestitke
In pa hvala lepa še enkrat, z nami so torej Ana Šteblaj, Helena Domanko, Jakob Šavl, Jan Ločnikar, Juš Javornik, Klemens Stanovnik, Martin Galej, Naja Pinterič, Nejc Gradišek, Nejc Polenčič, Sara Belingar, Tjaž Tilkup, Šula Skok, Urban Gajšek, Urh Turenšek in Živa Jančar. In tole bo zdaj poskrbela še naša Nina za eno skupinsko fotografijo. Ni nas veliko v dvorani, ampak lahko damo en aplavz tega naši mladini. Vsi stojimo na največjih tekmovanjih. Še darilo, seveda, dobite zdaj ob odhodu, to zato, ker je bilo vas toliko na odru, smo se odločili, da vam kasneje damo darilo, še bo darilo torej, ki ga daje Elektro. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat in čestitke vsem mladim fantom in mladim dekletom. Mi pa bomo šli zdaj seveda naprej. Naslednja podelitev priznanj po glasbenem predahu bo dobitniki kolajn v kategoriji članic in pa članov. Zato zdaj še enkrat vabimo naše dekle in naše tri fante. Naslednjo prav gotovo poznate Robin in pa Gilp iz zasedbe Bee Gees danes tule v Ljubljani. How deep is your love? Izvolite.
Mi pa smo prišli do naslednje podelitve priznanj in sicer v kategoriji dobitniki kolajn člani. Zato prosim podpredsednika Kajakaške zveze Slovenije, z nami je Gašper Šeng, da podeli nagrade v tej naslednji seriji podeljevanja nagrad. Seveda pa bomo nekatere izmed teh naših vrhunskih športnic in športnikov danes še enkrat videli, ko bodo prevzeli nagrade za najkajakaša oziroma kajakašico. Pa najbolje, da kar začnemo. Tule smo v kategoriji in te tekmovalke nažalost ni z nami, pa vendarle prvo mesto na Evropskem prvenstvu milne vode 200 metrov. To je prvo in tretje mesto na svetovnem pokalu milne vode 200 in pa 500 metrov. Z nami je ni, pa vendarle Anja Osterman. Čestitke! Bravo, Anja! Anja Osterman, mi pa smo zdaj pri naslednjem fantu, tega bomo prav gotovo lahko pozdravili. In sicer tretje mesto na Evropskem prvenstvu spust sprint, še 4 medalje na velikih tekmovanjih, prvo in drugo mesto v svetovnem pokalu, pa prvo mesto moštva Evropsko prvenstvo sprint, tretje mesto v svetovno prvenstvo moštva Anže Urankar. Anže je seveda se videl že in lahko prišel tule v našo družbo, torej prvi je Anže Urankar. Zdaj pa naslednji, ki ga ne bomo posebej pozdravljali, kajti še bo prišel na vrsto. Prvo mesto na olimpijskih igrah Tokio, eden in edini, potem tretje mesto Evropsko prvenstvo slalom, drugo mesto skupni seštevek svetovnega pokala, drugi dve in dve tretji mesti na tekmah svetovnega pokala, Benjamin Savšek! Tule je naslednja evropska podprvakinja, pa potem četvrto mesto skupno svetovni pokal, Eva Trček! Vse vam napisam. Naslednji pa je svetovni prvak spust sprint, evropski prvak spust sprint moštva. Tretje mesto svetovni prvenstvo moštva, dve tretji mesti svetovni pokal sprint, Nejc Milčič. Tule smo že pri naslednjem podeljevalcu oziroma pri naslednji nagradi. Tretje mesto na svetovnem prvenstvu slalom moštva Niko Testen. Nika pa nažalost nismo videli. No in zdajle še enkrat. Tretje mesto na Evropskem prvenstvu slalom, pa tretje mesto svetovni prvenstvo slalom moštva, drugo mesto skupno svetovni pokal. Dve tretji mesti v svetovnem pokalu Peter Kauzer. Gremo naprej. Tretje mesto na Evropskem prvenstvu slalom moštva, potem drugo mesto tekma svetovnega pokala, Luka Božič. Gremo naprej, naslednji, tretje mesto na Evropskem prvenstvu slalomu moštva, Martin Srabotnik. Martin je z nami. Martin Srabotnik je z nami. Máme lahko tudi vidimo na velik reklamu, kot smo videli ostale. Še 3 imamo v tej kategoriji. In pa potem še zahvala sponzorjem in pa seveda 90 let Kakan Ljubljana, več o tem kasneje. Kajti tule zdaj je prvo mesto Evropsko prvenstvo spust sprint moštva, tretje mesto svetovno prvenstvo sprint moštva, Simon Oven. Simona pa nažalost tudi ni v naši družbi, prav tako pa ni v naši družbi naslednjih dan in sicer prvo mesto na Evropskem prvenstvu milne vode 200 metrov, ter prvo in tretje mesto svetovni pokal milne vode na 200 in 500 metrov, Špela Ponomarenko Janič. Tule sta naši dami takovani observator, Špela Ponomarenko Janič danes ni z nami, prav tako pa ne naslednje, ki je osvojila tretje mesto na tekmi svetovnega pokala, Urše Kragl. Pa vendarle, čestitke vsem, ki smo jih zdajle predstavili.
Seveda na naših preditvah se trudimo, da nismo preveč dolgi, pa vendarle vseeno imamo dva vprašanja, in sicer za Nejca, enega in enega za Perota. Nejca, eno vprašanje imamo, zdaj, če nismo v kajku, smo pa v fuzbal, nogometaši se dajo naslove svetovnih prvakov na drese, kam imaš ti sploh še prostor dati za vse te tvoje črtice? V Ljubljani imam manjše stanovanje, tako da pove tukaj, pove pa starši. Aha, pa rabiš dve jakne, pole. Da bi vse obesil bi šlo, ja. Motiv za naslednje sezone? Še eno več kot letos, to je to. Še eno? Še eno zlato več, ne? Super, ja. Ali pa dve. Dobro. Nejc, čestitke še enkrat, zdaj pa še eno vprašanje za Petra. Nikoli skoraj nima možnosti na teh naših dogodkih, pa vendar ne, danes bom vprašal. Ogromno smo videli naših mladincev, naših mladink, ogromno kolajn za enega taga mojstra. To sem enkrat na tekmi svetovnega pokala povedal, ko si ti začel zmagati, sem se še česal in to je že zelo dolgo. Zato imam res dober vprašanje, ker so te mladinci še v bistvu še ni bilo, zdaj pa spremljaš ogromno kolajn, se pravi, da za prihodnost slovenskega kajega kanuja se ni bati, po tvojem mnenju. Ne, jaz mislim, da se ni za bati, saj smo videli velikih je, ko jih dosega že zdaj kolajna, ampak če jih bojo prav trenerji usmerili, pa bomo imeli dobre naslednike na starejših. Pero, pa še eno vprašanje, pa se najde kakšen, ne vem, vsaj v Hrastniku, ne zdaj tisk, ko bi rad kakšen škrinca pojedel, ampak vpraša kdo za kakšen nasvet? Petra velikega. Vprašaj, zmeram, ne, sej tudi ostali tlele si dosti mnenji delimo, ampak jaz sem zmeram odprt za vprašanje in z veseljem pomagam, če lahko. Hvala lepa, Peter, še na mnogo sezon, tole so bili torej naši letošnji najboljši v svojih kategorijah. Hvala lepa, seveda, nekateri bodo še z nami, tudi Benja in Evo bomo še nekaj vprašali, tako da nista še ravno za danes frej. Zato pa mi gremo naprej in sicer 4 glasbene točke imamo danes na programu. So pa rekli, da je tista četrta malo bolj udarna, zato jo bojo imeli na koncu. Zato bomo šli zdaj v Slovenijo glasbeno in sicer Jožeta Primška poznamo, gospoda Košuto tudi, Zlati prah in naša ekipa konservatorija za glasbo, za peti, kot puške. Izvolite.
Nice, mi pa smo zdaj pri naslednji točki oziroma pri zahvali smo. Nažalost sicer nimamo vseh predstavnic in pa predstavnikov sponzorjev, pa vendarle eno gospo imamo in jo bomo potem z veseljem pozdravili. Še enkrat torej najlepša hvala Holdingu slovenskih elektrarn. Hvala lepa tudi Telekomu Slovenije. Hvala lepa tudi naši zavarovalnici Triglav. Ampak vendarle imamo tule gospod Sever, ki bo iz rok direktorja Kajakaške zveze Slovenije sprejela tole prekrasno nagrado. Iz Elektro Ljubljana prihaja gospa Sever. Hvala lepa Elektro Ljubljana. In zdaj smo že pri naslednji točki in sicer bomo poprosili gospoda predsednika Kajakaške zveze Slovenije, ampak najprej povemo tole. Kajak klub Ljubljana, 90 let, torej od leta 1931. Kajakaški šport se je pri nas začel razvijati v 20 letih prejšnjega stoletja. Odkrivanje narave in življenje z dno sta vodili vedno več ljubiteljev športa na slovenske reke. Vedno več kajakašev je narekovalo združitev v klub. Kajak klub Ljubljana je kot prvi klub v Sloveniji začel delovati z vpisom v društveni kataster 20. oktobra 1931. V svoji dolgi zgodovini ni nikoli prenehal obstajati. Zavedal je več imen, vse skozi sledil v prvem statutu določenim ciljem. Posploševanje vodnega športa, čemu se je klub posvetil, je preraslo v tekmovalno-rekreativni klub, ki je v 90-letni zgodovini vzgojil 7 članskih svetovnih prvakov ter več kot 170 drugih medalistov iz največjih tekmovanj. Zadnjo zlato so osvojili letos klubski člani na Evropskem prvenstvu v spustu. Posebej prenosni so v Kajak klub Ljubljana na mladinske svetovne in evropske prvake, ki dokazujejo, da je njihovo delo, ki temelji na mladih, odlično in pravilno naravnano. Tudi v letu 2021 so klubski člani osvojili številne medalje na evropskih prvenstvih, tako pri mladincih, mlajših članih in pri članih. Klub ima tudi močno rekreativno sekcijo, ki vse bolj popularno veslanje širi tudi na druge reke, ter dviga splošno gibalno kulturo. Klub neguje in širi tradicijo organizacije tekmovanj, s katero je klub pričel danega leta 1933. Ponaša se z močno sodniško sekcijo ter razvija nove kajakaške discipline. Kot enega najtrofejnejših klubov in kot klub, ki neprestano in uspešno deluje v Ljubljani, Kajak klub Ljubljana v 90-letnici prejme priznanje. Izvolite, gospod predsednik, in pa prosimo, mislim, da je z nami gospod Borut Kumar. Čestitke Kajak klub Ljubljana za 90 let vrhunskega dela. A bi mogoče Borut kaj dodal k tej 90. obletnici? Hvala za čestitke. Vseh 90 let jaz se na Kajakovem klubu že trudijo oziroma trudimo za to našo mladino, da se imajo fino, da jim prilagodimo oziroma naredimo dobro okolje. Meni se pa zelo pomembno, da vsa ta prijateljstva znajo negovati tudi pol naprej in da se na kajak oziroma na klub spominjajo tudi po zaključeni športni karieri. Hvala še enkrat in se vidimo na 100-letnici. Srečno! Hvala lepa. In zdaj smo prišli do zadnjega dejanja in sicer podelitev priznan najboljšim v letu 2021 in kot smo vajeni čisto na koncu, prideta seveda tisti dve glavni nagrade, tisti dve glavni vazi. Zato prosimo predsednika Kajakaške zveze Slovenije, Andreja Ribiča, da podeli nagrade. In zdajle, na kajakašu leta 2021. Sliko že vidite. Desnega fanta poznate, levega pa tudi. To je najboljši trener letošnjega leta, trener Benjamina Savška, Jože Vidmar. Jože, danes ne bomo spraševali o tekmovanju, ampak imamo samo eno vprašanje. Letošnje olimpijsko leto, takole čez prst, koliko noči sta bila v istem hotelu z Benjam? 100? 200? Dnevno ne vem, ampak
ki je bilo, mislim, da je bilo kar 4 mesece vse skupaj. 120. Ja, nekaj takega, ja. Bravo, čestitke. Dobro se držite. Čestitke še enkrat. Jože, Vitran. Gremo naprej. Tole je naslednji. In sicer nagrada za najboljšega mladinca v naši lepi Prvnosti v Sloveniji. Ta kolajna je, eno je osvojil Tacnu, eno pa v Solkanu. Torej, obe kolajni, 2 bronasti, obe na naših slovenskih tleh, pa povsod je bil guru celjskega kanuja Dule zraven, Jan Ločnikar! Jan Ločnikar, torej najboljši mladinec letošnje sezone. Jan, ko človek osvoji 2 kolajne na 2 največjih evropskih tekmovanjih, je težko vprašati kaj človeka, ampak vsem super zadovoljen, verjetno, z letošnjo sezono. Kakšni so plani za naslednjo? Ja, za naslednjo sezono pač bomo še mogli več trenirati, ne? Zato, ker sem naslednje leto v 23. Pa upam, da bo vse vred naslednje. In kdaj se začneš pripravljati na vodi? Ja, že kaj? Že. To je to. Zato pa so kolajne. Jan Ločnikar, najboljši mladinec letošnje sezone. Gremo naprej. Najboljša mladinka, tudi njo smo že prej predstavili. Tule jo vidite v čovnu zlate barve, Helena Domanko. Helena Domanko, ki je, kot smo rekli že prej, seveda osvojila doma tisto, za kar je delala celo življenje, in vendar na koncu smo slišali tudi himno v njej v čast. Helena Domanko, torej kot najboljša mladinka v letošnji sezoni. In to na domačem prvenstvu. Še eno vprašanje, Helena, letošnja sezona je bila res vrhunska, pa vendar na koncu tista kolajna je bila pa pika na i, samo spodbuda za naprej. Ja, je bila definitivno, nisem pričakovala take sezone, tako da je bilo eno za drugim, sam če dalje lepše. Pa še na domačih tleh. Pa še doma. Pred svojimi domačimi. Čestitke in tako naprej. Helena Domanko, najboljša mladinka v letošnji sezoni. In zdaj smo pri fantu, ki je osvojil naslov za najboljšega tekmovalca na mirnih vodah, in upam, da je z nami Jošt Zakrajšek. Jošt, Jošta, pa ravno smo ga želeli vprašati, kakšna je razlika med spustom na divji vodi, slalomom na divji vodi in pa na mirni vodi. Kje je treba biti bolj zvit? Pa dobro, pa ga bomo vprašali drugič oziroma v naslednji priložnosti. Zdaj pa še tudi njena žalost ni danes z nami, pa vendarle najboljša tekmovalka na mirnih vodah v letošnji sezoni, Anja Osterman. Čestitke, Anja! Ja, takole, če se nam kičme zlomimo, bomo lepo izpeljali do konca našo preditev, kajti smo samo še pri dveh največjih pokalih, ki jih bo podelil predsednik Kajakaške zveze Slovenije. Športnica leta Kajakaške zveze Slovenije in najboljša tekmovalka na divjih vodah. Pogledali si bomo tole vožnjo za kolajno in sicer sem prej povedal narobe, ampak bere kar piše, torej sivka bronaste kolajne Eva Trčel. Eva Trčel, videli smo tudi prej napis, ki jo je osvojila svetovne prvake. Na tole vožnjo si bomo zagotovo gledali, tako kot potem tudi še tisto zlato. Velikokrat smo jo že videli, tudi sama jo že velikokrat analizirala, pa vendarle, Eva, vsako leto se tule vidimo ogromno kolajn. Kako pa bi sama ocenila letošnjo sezono in pa že pripravila na nove tekme, predvsem na domače tekme v Tacnu in pa nov olimpijski ciklus? Jaz mislim, da je bilo kar nekaj lepih rezultatov v letošnji sezoni, nekaj tudi mogoče malo bolj grenkih izkušenj, s katerih sem se potrudila čim več naučiti, tako da jaz mislim, da super delamo in si želimo v tem tempu nadaljevati. In prav gotovo bo šlo naprej v takem tempu. Čestitke še enkrat torej Evi Trčel. Mi si bomo zdaj pogledali seveda še nekaj sekund tele vožnje. Preden razglasimo še športnega leta Kajakaške zveze Slovenije in pa najboljšega tekmovalca na divjih
vodah, torej še enkrat, kot smo rekli prej, Zlati prah je bila ravno prava skladba in pa tako kot smo slišali iz ust predsednika, toliko kolajn je, da je nemogoče vedeti vse na pamet. In tule je ena izmed mnogih, ki je Slovenijo seveda dala na kajak, kanu, zemljevid, še ena kolajna, torej naše svetovne prvakine, zdaj nosilke bronze, Eve Terčelj, ki napada tule in je jo napadla na koncu osvojila, pritepla in pripasala za Slovenijo. Takole, še enkrat čestitke, Eva Terčelj! No in zdaj smo še pri tvoja zlata olimpijska in torej Evgenij Savšek! Hvala lepa, seveda, zdaj bomo naredili še skupinsko fotografijo, res neverjetno. Še enkrat povejmo, ni nas danes toliko kot ponavadi zaradi teh COVID ukrepov, ampak še enkrat, Helena Romanko, Eva Terčelj, Jan Ločnikar, Evgenij Savšek, Jože Vidmaren, velik aplavz za naša šampiona še enkrat. Seveda bi vas z veseljem, hvala lepa še enkrat, z veseljem bi vas povabili na zadnji del prireditve, ampak tist pride sigurno 2022. 2020 smo bili v Tacnu, 2021 smo spet 2022 bomo pa spet povabili na zadnji del prireditve, ker se mu reče, zataknite se tamle malci, ampak danes nažalost to ne bo šlo. Tole je torej naš Benjamin Savšek, mi smo pa še čisto zaključili, zato ker je zdaj veseli december in tudi naši glasbeniki so se odločili, da bodo to zaigrali čisto na koncu. To skladbo zagotovo poznate vsi, Jinx, in oni grejo tam, kjer bo vse po njihovu in tudi kajakaši, kanuisti. Zdaj je čas za druge športnike, vi pa se spočite za to, da boste drugo leto spet na 5 straneh nosilci kolajn. Še enkrat čestitke vsem skupaj, vsakemu posebej. Jinx in idem tam, kde je svet pomog. Izvolite, še zadnjič, Eva Vasja, Jaka in Maj. To, a sem dobro, dela kartisk, izvolite. Svetlo
hvala še enkrat našim fantom in pa dekletom z konzervatorija za glasbo. Hvala vam za vrhunsko sezono in se vidimo leta 2022, ko bo spet zlati prah z vašimi kolajnami. Do takrat pa karkoli boste že počeli, s strastjo, imajte se radi. Osebno pa moram reči, že komi čakam na naslednje vaše tekme, ker tekme v kajaku komentirati, to mi rečemo na Gorenjskem 150 spodnega tma na oči, več na video. Hvala lepa, majte se. Srečno.